Podjetje Bisol d.o.o. iz Latkove vasi in občina Slovenske Konjice sta v torek 25. januarja slavnostno odprli 2 sončni elektrarni. Na športni dvorani v Slovenskih Konjicah z močjo 240 kW in na strehi osnovne šole ob Dravini 114 kW. Obe elektrarni bosta proizvedli 389 MW električne energije, kar bo zadostovalo potrebam okoli 100 gospodinjstev in na tak način zagotovili prihranek približno 233 ton ogljikovega dioksida letno. S podelitvijo služnostne pravice za 20 let si je občina zagotovila novo strešno kritino na športni dvorani z dodatno izolacijo. Dela, ki so se pričela v začetku meseca oktobra 2010 in se zaključila konec lanskega leta, so znašala 115 tisoč evrov, celotna investicija pa je znašala nekaj več kot 1 milijon evrov. Občina Slovenske Konjice in podjetje Bisol d.o.o. sta z investicijo v gradnjo elektrarn, ki pridobivajo energijo iz sončnega obsevanja, ki predstavlja najčistejši vir energije, pripomogla k zmanjševanju izpusta toplogrednih plinov pri proizvodnji električne energije in tako sledila sodobnim smernicam uporabe obnovljivih virov energije. Kakšno zanimanje je za sončne elektrarne danes v Sloveniji in kakšen razvoj oziroma priložnost razvoja jim pripisujete? Zdaj, največji porast pričakujemo ravno v letošnjem letu, ker beležimo veliko povpraševanje že v mesecu januarju, kar sicer ni bilo značilno za pretekla leta. Dejansko se je pa nek večji razmah v Sloveniji začel ravno z letom 2009. Menda ste podobne pogodbe podpisali že kar z nekaj občinami tule na širšem Celjskem? Tako je. Že v lanskem letu je bilo opremljenih kar nekaj osnovnih šol, torej strešnih površin z fotovoltaiko. Letošnje leto se povpraševanje nadaljuje oziroma je še večje. Zanimanje za najeme strani javnih podjetij seveda toliko večje, zato ker gre tukaj za možnost kompenzacije z neko delno ali celotno prenovo strešnih površin, kar pa v bistvu je tudi interes javnih podjetij oziroma javnih organizacij. Tudi država ta segment zelene energije podpira? Tako je, z subvencionirano ceno električne energije, tako kot vsaka panoga v neki začetni zagonski fazi, potrebuje tudi ta panoga neke finančne spodbude. To velja ne samo za Slovenijo, ampak za praktično skoraj vse države Evropske unije, tako da tukaj nismo izjema. Je pa prav, da država tudi za segment obnovljivih virov, še posebej električne energije, tukaj priskoči na pomoč panogi. Če se osredotočiva konkretno na ti 2 sončni elektrarni v Slovenskih Konjicah, kako dolgo ste jo gradili, kakšne so njune zmogljivosti? Takšno sončno elektrarno mi postavimo v 3 mesecih, pa največ v 3 mesecih od podpisa pogodbe. To velja, torej v to obdobje je všteto tudi pridobivanje vse dokumentacije, postavljena je lahko v nekaj, torej še v krajšem času, če gledamo samo postavitev. Sama kapaciteta, ta elektrarna sodi med elektrarne srednje velikosti, je kar, če uporabim domači izraz, konkretna elektrarna in sicer zadostuje oziroma lahko skrbi do 100 gospodinjstev. Seveda ekvivalentno, ta elektrika oziroma elektrika proizvedena s pomočjo te elektrarne se bo prodajala na trgu, oziroma preko Borzena. Če bi pa to elektriko uporabljala direktno gospodinjstva, bi pa lahko oskrbeli 100 gospodinjstev, kar je po mojem mnenju kar lep dosežek. Morda samo še stavek 2, sončna energija v primerjavi z ostalimi obnovljivimi viri energije? Ja, zdaj, če gledamo Slovenijo samo kot tako, mogoče celo preveč preferiramo vodne vire, ker smo s tem tradicionalno začeli. Tukaj so še tudi vetrne elektrarne. Jaz bi rekel, da je mogoče sončna energija v tem kontekstu še manj obremenjuje okolje kot pa recimo hidroelektrarne, ker vemo, da so potrebni kar veliki posegi v okolje, in pa vetrne elektrarne, ker vidimo tudi, kako težko je dobiti ustrezna okoljevarstvena dovoljenja, ker tudi posegajo v prostor. Sončna elektrarna sama po sebi pa ne posega v prostor, torej iz tega naslova, če malo karikiram, najbolj zelen vir energije. Ti lanski birokratski zapleti okrog gradbenih dovoljenj so zdaj razrešeni? So k sreči mimo, in sicer v tem kontekstu, da je dovoljena
torej da je dovoljeno brez gradbenega dovoljenja postaviti sončno elektrarno na strehi do 1 megavata, kar pa povsem zadostuje zaenkrat za slovenske razmere. Hvala vam lepa. Zela župana, povedali ste, da to naj ne bi bili prvi tovrstni naložbi v konjiški občini, da si boste še Vsekakor si bomo skupaj z ponudniki teh storitev oziroma te opreme še naprej prizadevali, da izkoristimo še kakšno streho. V mislih imam že konkreten projekt, kjer smo z podjetjem Arksol že podpisali pogodbo za postavitev sončne elektrarne na Domu kulture v Ločah. In še kakšna od naslednjih možnosti je, seveda pa je vse odvisno tudi od drugih okoliščin. Že v sedanji situaciji bi lahko še kakšno streho ponudili, vendar imamo tam še določene načrte po širitvi po nadzidavi, tako da v tem trenutku je težko napovedati poleg te loške elektrarne še kakšno konkretno, ampak vsekakor trend pa gre v to smer, da se v resnici pridružimo tistim občinam, ki se obnašajo tako, da jim ni mar do okolja. Presežek tovrstnih naložb so tudi ta okoljska osveščenost, se pravi, da se nekako širi, krepi. Ja, ravno to je, ni vse samo v denarju, v bistvu je tudi to, prej smo videli v tem predavanju, znatne prihranke pri razmetavanju ogljikovega dioksida v ozračje. In pa seveda to, da recimo ta lokacija na športni dvorani je posebej zanimiva zato, ker jo gimnazijci imajo vsak dan na očeh in tudi razmišljajo v tej smeri, kako postati prijaznejši do okolja, kako izkoristiti vse tiste obnovljive vire, tako da ne bi po nepotrebnem obremenjevali okolja. Tista na osnovni šoli v Drvini je pa še posebej zanimiva zato, ker že v toliko mlajšem obdobju, toliko mlajši otroci začnejo razmišljati tudi o teh možnostih, ki jih narava pravzaprav ponuja. Sončna elektrarna na objektu športne dvorane oziroma na njeni strehi, na ta način ste pravzaprav pridobili prepotrebno starešno kritino, ki je bila dotrajana, večkrat je zamakala tudi samo dvorano. Skratka, vi ste predvsem z tega vidika veseli tega. Ja, seveda, ne. Mislim, pravzaprav od začetka dvorane se je to non-stop pojavljalo, ne. In dejansko nikoli ni bilo teh sredstev, ne. Dvorana je stara zdaj 19 let in od začetka so bile te težave. Tako da mi smo zdaj predvsem pri tej investiciji bili zelo pozorni na to, da je streha narejena tako, kako mora biti. Pomeni, da smo upoštevali, dobili smo nadzornika in upoštevali vse njegove nasvete, da je le narejeno, da ne bo niti slučajno več zdaj doma zamakalo. No. Da je kvalitetno res. Ja, in to smo res razmišljali, da bo dolgoročno. Prvi načrti so bili sicer malenkost cenejši, ampak mi smo res razmišljali, da bi to moralo biti za 40 let in da posebej poudarek na kvaliteti. Je gradnja potekala nemoteno, ste imeli kakšne težave? No, bile so težave, ker kar dvakrat nam je teklo noter pri izvedbi, ker so površina zelo velika in pri razkrivanju se je pač malo slabo pokrivalo, ne, in je prišlo pol do tega, da je teklo po parketu. Ampak te težave smo pa zelo dobro reševali. No. Jaz sem hvaležen in podizvajalcem in podjetju Bisol, ker so dejansko bili pripravljeni na ta pogovor in čeprav smo imeli v pogodbi to zapisano, bi lahko imeli težave, ampak smo dogovor na to super reševali in smo zdaj tik pred tem, da tista zadnja dela na parketu zdaj še rešimo. Ste optimistični, naj bi držalo 40 let? No, zdaj garancije take niso, ampak dejansko streha je narejena kvalitetno, tudi nadzornik je to potrdil in taka streha bi naj držala 40 let.